Že ves teden imamo priložnost spoznavati lepoto naše cerkve v neki taki celostni umetnini. Predvsem danes smo imeli pa priložnost res popolne celostne baročne umetnine. Imeli smo čudovito glasbo, čudovite skladbe, obdajali pa so nas čudoviti marmorni oltarji, arhitektura, kapele. Skratka, lahko smo se nekako predstavili v čas, ko je ta cerkev res živela v svoji popolni baročni podobi. Lahko smo hvaležni, da smo dediči te cerkve, da smo prisotni na tej 400. obletnici posvetitve Šentjakobske cerkve, da imamo toliko baročnih oltarjev, namreč Šentjakobska cerkev sodi med najbogatejše ljubljanske baročne cerkve, kar se tiče vseh kiparskih izdelkih, beneških in kiparjev iz Padove. Vendar danes bi v tem kratkem času, ki je na razpolago, pa rada spregovorila o tistem času pred 400 leti, ko so to cerkev posvetili. Vemo, da so jezuiti prišli v Slovenijo oziroma na ta kraj, v Ljubljano, leta 1596. In tako januarja naslednje leto so se že naselili najprej v stolnici, potem pa so začeli s preurejanjem tedanjega avguštinskega samostana. Namreč niso prišli na nek prazen prostor, ampak tukaj je bila ubožnica, pred njo pa tudi avguštinski samostan. Tako da so redovniki jezuiti lahko svojo dejavnost začeli že kar v nekdanji avguštinski cerkvi. Prva leta so posvetili predvsem izgradnji kolegija, torej v prioriteti jim je bil študijski program za odraščajočo intelektualno mladino bodočo. Leta 1611 pa so že začeli razmišljati tudi o novi cerkvi. Namreč prva leta so staro samo malo popravili, spremenili, potem pa z letom 1611 začnejo z načrti, kako bi cerkev bodisi porušili total, bodisi spremenili, povečali, pustili samo presbiterij, pa morda povečali ladjo. Skratka, ideje, načrti so potem dozoreli leta 1613, ko so že postavili prvi temeljni kamen. In po 3 letih in pol, kakor pravi kronika, so cerkev že posvetili. In to se je zgodilo 15. novembra leta 1615. Dovolite mi, da na tem mestu morda kar preberem iz letopisa jezuitskega kolegija. Letopis je v latinščini, ta prvi del pa imamo tudi preveden v slovenščini in morda nam bo najbolje služil po nazoritvi tega časa zapis v tej kroniki, ki jo je zapisal rektor tedanjega kolegija. Za leto 1615 piše: Proti koncu jeseni, točneje 15. novembra, je bila posvečena naša nova cerkev. Posvetitev se je začela ob 6. uri zjutraj, končala pa ob 4. popoldne. Potem smo najpomembnejšim možem postregli s kosilom, na kar je bila uprizorjena simbolična drama. Presvetli nadvojvoda Ferdinand je za svojega zastopnika določil komisarja prečastitega opata Vetrinskega. Brata presvetlega vojvoda Maksimiljana pa je zastopal presvetli baron Markvart plemeniti Ek, ki je bil nekoč upravitelj nemškega reda. Posvetitev je bila nadvse svečana. K slovesnosti so prihiteli ljudje vseh stanov, ne le iz bližnjih, temveč tudi iz zelo oddaljenih krajev Štajerske in Koroške. Prečastiti škof ljubljanski je namreč k slovesnosti tega dne povabil vse župnije svoje škofije. Navzoča je bila brezštevilna množica ljudi, tako da je poleg domačinov ostal izven cerkve tudi večji del prišlecev. Posebno župnikov je bilo toliko, da so presegli število 70. Ko so v slovesnem sprevodu iz stolnice pod senčnikom prinesli svete relikvije, so našteli 250 bander.
Veselja tega dne je oznanilo tudi slovesno pokanje pušk in bobnenje kanonov, ki ga je pripravil ljubljanski mestni svet, ne da bi za to vedeli, pa tudi navzočnost najslavnejših mož, tako da je bilo očitno, da veselju triumfa nič ne manjka. 3 leta in pol je trajal trud za to zgradbo, ki so ga podpirali nadvse velikodušni darovi pobožnih ljudi. Med njimi so na prvem mestu preslavni deželni stanovi, od katerih se sicer večina ne strinja z našo vero, vendar so nam tako naklonjeni, da so nam za zidavo iz skupne blagajne soglasno prispevali 3450 goldinarjev in se nam ob svoji radodarnosti še prijazno upravičili, češ da niso mogli biti bolj odprtih rok, ker jih je v to prisilil prazen javni erar, ki so ga izčrpale vojne in drugi nujni izdatki. V radodarnosti je z njimi tekmoval gospod Nikolaj Čandik, ki je za postavitev glavnega oltarja zajamčil 2400 goldinarjev in še drugih 1000 goldinarjev, da bi se iz njihovih obresti trajno vzdrževal organist za našo cerkev. Temu sta se pridružila 2 cerkvena dostojanstvenika, preslavni in prečastiti škof ljubljanski, to je bil škof Tomaž Hren, in prečastiti opat Stiški, to je bil opat Jakob Reinprecht, tisti, ki je barokiziral romansko Stiško baziliko. Poleg tega, da je vsak od njiju zastavil svojo besedo pri deželnih stanovih, sta dala v posameznih kapelah narediti lepe oltarje, lepše od onih, ki sta jih v spodnjih kapelah zgradila gospod Bernardin Barbo in gospod Adam Valvazor. Tudi ljubljanskega mestnega sveta, ki je nabavil opeko in les, kar je presegalo vrednost 400 goldinarjev, ne smemo zamolčati. In čeprav vsa ta pomoč še ni zadostovala, smo vendar spoznali, da sta nam Bog in sveti Jakob, naš cerkveni patron, z izredno močjo stala ob strani, da pri začetem delu nismo omagali in odnehali in, kar je pri taki zidavi prav nenavadno, da se noben delavec ni kaj poškodoval ali ranil. Delovanje v novi cerkvi pa se za nas ni začelo tako mirno, kakor smo upali. Takoj v začetku nam je ostro nasprotoval škof ordinarij, ker smo pri pridigi zamenjali jezik. V tolikih letih smo z nemškimi pridigami dosegli prav malo in skoraj nič sadu, zato smo po volji predstojnikov v novi cerkvi uvedli kranjsko pridigo, ki je mnogo bolj obiskana, kot je bila nemška kdajkoli poprej. S to je prvi začel pater Janez Čandik, in sicer začasno, dokler nam ne bi poslali drugega pridigarja. Ob priložnosti nove cerkve smo vpeljali za te kraje nov način poučevanja katekizma, in sicer tako, da smo se pogovarjali z ljudmi spodaj v cerkvi. Ker se je ta način dobro začel in doslej lepo napredoval, se zdi, da bo prinesel katoliški cerkvi bogate sadove. V tem letu smo na stroške nadvse častitega gospoda dekana ljubljanskega Mihaela Mikca izdali katekizem s slikami, ki je bil natisnjen v Augsburgu. Iz kolegija je bilo poslanih v noviciat naše družbe 5 mladeničev, ki vzbujajo lepo upanje. Vse to se je dogajalo v cerkvi, ki je bila po tlorisu že takšna, kot jo poznamo danes, vendar je takrat, leta 1615, bila nižja, empore so nastale šele v začetku 18. stoletja, cerkev ni imela kapele svetega Frančiška Ksaverja še takrat, ker je nastala kapela v drugi polovici 17. stoletja, ni imela teh baročnih oltarjev, ki jih poznamo danes, ker so nastali po grobem rečeno v prvi polovici 18. stoletja, ni imela teh poslikav, ki jih danes občudujemo, pa vendar je bila imenitna arhitektura, namreč cerkev je bila dvoranska cerkev longitudinalno usmerjena, torej z osjo proti oltarju, ob straneh pa ni bilo več nekih stranskih ladij, ampak so bile sezidene kapele, stranske kapele. In to je bil nek nov zgodnje baročen motiv, arhitekturni element, ki se je razširil v Rimu in predvsem tudi naša cerkev je bila zgrajena po osnovni, glavni cerkvi jezuitov v Rimu, po cerkvi in Jezu, le da tukaj pri nas ni bil zgrajen transept in ni bilo kupole.
Cerkev je bila za te čase v Ljubljani imenitna, prekašala je vse tedanje cerkve in očitno je nanjo bil ponosen tudi ljubljanski škof Tomaž Hren, ki je morda še tisti večer, ko je bilo konec vseh slovesnosti, v svoj protokol zapisal, kaj se je dogajalo tega dne in tudi narisal zunanjost naše cerkve. Torej 15. novembra 1615 je cerkev svetega Jakoba bila velika zgradba za ta čas in za ta prostor z velikim, širokim prezbiterijem, ki je omogočal, da je duhovščina, namreč tu si moramo predstavljati, je bilo veliko jezuitskih profesorjev in duhovnikov in prezbiterij je bil potreben za takšno številčno redovno družino. Hkrati pa ob tem prezbiterij se potem odpira pa proti v ladjo, ki pa je imela te stranske kapele, kar je bila takrat velika novost. Na sami sliki je škof Hren očitno poudaril tudi oba zvonika. Namreč ta dva stolpa s to čebulasto streho sta navdihovala potem še ostale gradbenike in naročnike, predvsem po Ljubljani. Če pomislimo na stolnico, na frančiškane današnje, tam so se pač po teh dveh zvonikih tudi nekako zgledovali. Zanimivo je, da so ohranili nekoliko staro obliko samega prezbiterija, namreč baročna cerkev z vsemi temi stranskimi kapelami je dobila nov prezbiterij, ki pa je nekako še tradicionalno grajen z gotskimi oporniki. Skratka, ta cerkev je bila ena večjih in tudi arhitekturno slikovitih stavb, ki pa je potem doživljala nadaljnji razvoj. Ko so posvetili sam objekt, so notri stali leseni oltarji. Po strokovni literaturi domnevamo, oziroma se ve, je bil glavni oltar še vedno ta star leseni oltar iz prejšnje cerkve avguštinske. Je pa potem leta 1625 škof Tomaž Hren že posvetil prva dva stranska oltarja v prvih dveh kapelah, in sicer na severni strani oltar Marijinega vnebovzetja, donator je bil sam škof Tomaž Hren. Na drugo stran, na južni, današnji desni, če gledamo proti glavnemu oltarju, pa je bila donacija stiškega opata Jakoba Reinfeldta. V zapisu smo pa slišali, kako kronist reče, da sta ravno ta dva dostojanstvenika lepše oltarje namenila oziroma dala postaviti kot ostale dva, ki sta bila nižje v cerkvi, pa vendarle so bili to, res vsi so bili leseni, pozlačeni, imamo podatke tudi, kdaj so jih pozlatili, potem kasneje so jih opremili z slikami. Morda samo še kot zanimivost, maja 1625 je potem škof Hren posvetil 6 oltarjev v kapelah, danes jih imamo 8. Zakaj? Zato, ker takrat še ni bilo teh zadnjih kapel, kjer imamo danes ta dva oltar žalostne Matere Božje pa Svetega križa, namreč tam sta bila prehoda v cerkev in so te črne kamnite oltarje postavili potem šele v koncu 17. stoletja. No, sama cerkev je potem bila leta 1701 prezidana, malo so podarili streho, jo povišali za empore, ki sem jih že prej omenila. Predtem so že dodali tudi kapelo svetega Frančiška, ki so jo okrasili z imenitnimi štukaturami, lombardski umetniki so pri tem sodelovali oziroma izvedli to dekoracijo. Potem pa ta cerkev nekako od leta 1709 do 1738 dobi vse te marmorne oltarje, izjemna baročna dela. Naročniki so tudi morali biti res izobraženi in dovolj podjetni in ambiciozni, da so naročili kipe pri pomembnih baročnih kiparjih in eden od njih je vsem znan seveda Francesco Roba, Venečan, ki je tukaj v Ljubljani si tudi zaustavil in je razvil izjemno uspešno kiparsko delavnico. Če gremo z pregledom samo hitro še naprej, leta 1773 cerkev doživi in tudi kolegi razpust, tedanji papež jezuitski red razpusti. Leto kasneje
se vname požar na Krakovem, neki gospodinji, ki je zvrla ribe, se je vnela tista riba, vnela se je hiše, v celem Krakovu je zgorelo, ogenj je preskočil čez Ljubljanico in tukaj opustošil 66 hiš, vse 3 cerkve, dom svetega Jakoba, svetega Florjana in svete Rozalije, ki je bila na pobočju grajskem. Leto dni je cerkev zapuščena, potem pa v naslednjem letu in počasi jo pokrijejo ponovno. In tisti jezuiti, ki so še ostali tukaj kot profesorji ali pa ki so živeli nekje v bližini, so poskrbeli, med njimi je bil tudi jezuit Gruber, ki je skrbel za obnovo cerkve, da vsaj ni več propadala. No, potem pa 1814. jezuitski red ponovno zaživi, takratni papež da ponovno zeleno luč, da se jezuiti lahko vrnejo in začnejo delovati v svetovnem merilu ponovno svoje poslanstvo, izvajati svoje poslanstvo. Tako se potem v 19. stoletju tudi k nam v Ljubljano vrnejo, najprej sicer v stolnico kot pridigarji, misionarji, potem pa jim počasi tudi tukaj nastane župnija pri nas, pri svetem Jakobu. No in takrat, ko je bila tu župnija, cerkev doživi recimo 3., 4. prenovo, če rečem tako bolj v grobem. To so pa nastale vse te poslikave, ki jih poznamo danes. Jurij Šubic je poslikal vse te prizore iz življenja svetega Jakoba. Potem zadaj za robovim tabernakljem imamo od Janeza Volka poslikavo celotnega oltarja. Arhitekturno nekoliko cerkev spremenijo, malo je dodajo vse te zidove, ki jih zdaj poznamo, te notranje pilastre, vso dekoracijo, s temi kapiteli, maskaroni oziroma figuralnim okrasjem. Potem pa mogoče še to cerkev takšna, kot je bila, še vedno z obema zvonikoma, doživi pa potres, ljubljanski potres 1895. Je Ljubljana močno poškodovana, pri našem primeru sta bila hudo škodo utrpela oba zvonika in tedaj potem se odločijo, da jih porušijo in v začetku 20. zgradijo ta zvonik, ki je tukaj zdaj nad nami, v bližini. V zadnjih letih pa pod našim vodstvom našega patra Kokelja si prizadeva župnija ohranjati to, kar je možno ohraniti. Restauratorski center Slovenije obnavlja po svojih močeh, Frančiškovo kapelo sicer že kar dolgo, pa vendar nekaj reči se je že rešilo in jaz upam, da tudi v prihodnosti se bo. Posamezna likovna dela so tudi že restaurirana, recimo slika z glavnega oltarja z Frančiškove kapele visi zdaj v prezbiterju, ker čaka na svoj povratek v samo kapelo. Tako da upam, da bo cerkev še naprej obstala. Morda samo še za zaključek. Pred 100 leti, ko so praznovali 300. obletnico, je bila prva svetovna vojna. In tedanji gospod duhovnik, monsignor Viktor Steska, je napisal eno knjižico, tamle imam samo kopije za boj. In takrat, ko je napisal to knjižico, ko je malo zapisal zgodovino, je rekel takole, čisto za zaključek. 100. obletnico so jezuiti še lepo praznovali. 200. se niso verjetno spomnili, očitno morda ni podatkov. 300. obletnice se spominjamo sedaj, ko je čas prve svetovne vojne, zato je tedanji župnik namenil to praznovanje predvsem, da se posveti duhovni obnovi. No, mi pa smo danes tukaj, ob 400. obletnici. In vesela sem, da imamo mi tudi takega dobrega gospoda župnika v svoji sredi in da smo župnija, kakršna pač mala smo, pa vendar s to bogato cerkvijo imamo vendarle še lahko lepo prihodnost pred seboj. In vse čestitke jubilantom, našim jezuitom, ki praznujejo skupaj z nami. Tako da hvala pa vam tudi za pozornost.